dan. Dober dan. Me pa zanima, kakšne raziskave tu delate. Delamo raziskave, kjer kličemo po telefonu, to se imenuje Kati, potem imamo, ko anketar osebno obišče anketirance na domu oziroma se anketirajo pri nas. Največ se pa zadnje času delajo na spletu. Zakaj nam pa te vsi podatki nekaj koristijo? Na podlagi podatkov se recimo podjetje odloča, kako ravnati naprej s svojimi produkti, s svojimi proizvodi oziroma s svojimi storitvami. S tem recimo preveri, kako je njihovim kupcem, strankam, naročnikom določena stvar všeč oziroma ali bi mogoče kaj spremenil, popravil. Kaj pa, če bi midva želela narediti eno raziskavo? Kako bi to izgledalo? Vidiš, v današnjem času na spletu je pa to zdaj zelo enostavno. In kaj bi vaju zanimalo? Zanimalo bi naju, če kdo pozna oddajo Friptologije. Aha, no potem pa bi kar postavili eno hitro anketo, pa bomo videli, kaj bi bojo ljudje odgovorili, prav? Pri postavitvi vprašanj moramo biti zelo previdni, zato ker je zelo pomembno, da ljudi prav vprašamo, da ima vsak udeleženec v raziskavi priložnost se razvrstiti v nek odgovor. Če je kakšno, recimo, so takšno vprašanje, kjer se težko opredelijo, pa dodamo odgovor ne vemo oziroma ne želimo odgovoriti. Recimo v našem primeru bomo vprašali, ali poznajo oddajo Friptologi. Kako pa začnem izpolnjevati to anketo? Tu je pa znotraj aplikacije, kar klikneš na puščico in se ti anketa odpre. Ali poznate oddajo Friptologi? Prvi odgovor: poznam in redno spremljam. Poznam, ampak ne spremljam. Sem že slišal in še nisem slišal. In zdaj kar odgovori. Kaj bomo rekli? Poznam in redno spremljam. Seveda, ne, tako, kar klikneš. No in zdaj, kot vidite, imamo že hitro rezultate. Zelo veliko vas pozna Friptologe, to je kar lepo za oddajo. Malo manj pa je tistih, ki vas ne pozna in vas ne spremlja. Kdo pa to odgovarja? Na spletne ankete odgovarjajo naši panelisti. Kdo pa so to panelisti? Panelisti so pa člani našega panela Jaz vem, katerim pošiljamo ankete. Ankete lahko pošiljamo preko e-maila in zdaj po novem tudi preko aplikacije, tako da zato imamo tako hitro odgovore na naše vprašanje, da ljudje res lahko tako odgovorijo. A vi veste, kdo je odgovoril na ankete? Prav po imenu pa priimku ne vemo, ker imamo osebni podatki, so strogo ločeni, jih ne smemo uporabljati nikjer. Vemo pa recimo o osebi, koliko je stara, v kateri regiji živi, katerega spola je, ker jih to povprašamo znotraj ankete. A tukaj so vsi v anketi starejši od 15 let, pa če lahko tudi otroci sodelujemo? Seveda, vaše mnenje je tudi vedno zelo pomembno, vendar če ste mlajši od 15 let, potrebujemo privoljenje staršev, po 15 letih pa lahko že sami odgovarjate. Če ste pa mlajši od 15 let, imamo pa tudi kakšne zanimive raziskave tudi za vas. Recimo, pred kratkim smo delali eno raziskavo o testu okusa. V tej raziskavi se reče blind test. To pomeni, da naročnik želi novo pašteto dati na trg in ga zanima, a bo nam potrošnikom obstoječa bolj všeč ali nam bo nova bolj všeč. Zakaj pa to piše A pa B? Ravno to je to, ker ne vemo, katera je nova in katera je stara. Zdaj bova najprej samo ocenila izgled. Najprej malo pogledaš in oceniš, recimo rečeva 1, mi sploh ni všeč izgled, 3, zelo mi je všeč izgled. Kaj bi rekel? 2 do 3. Pa morava reči 2 ali 3? 2. Recimo 2, ok. Kaj pa vzorec B? Tudi 2. Bi tudi rekla 2, ok. No, zdaj pa lahko poskusiš. Vzameš kar en košček kruha, lahko si namažeš na kruh, lahko pa tudi žličko, kakor želiš. Ta je dobra. Evo, zdaj pa previdno, preden gremo na poskusiš drugi izdelek, moramo nevtralizirati okus. To naredimo tako, da poješ malo krekarja in popiješ malo vode. Ta je pa še boljša. In kako bi zdaj dal oceno? Ta prvi? 2. Ta prvi 2. Drugi pa 3. Ta drugi 3. Ok. In katero bi rekla zdaj, da ti je bolj všeč? B. B. Vse rezultate spravimo v številke in potem v grafe. Tako recimo tole primer prav za paštete. 72% otrok je rekel, da jim je okus dober. Pri tej drugi pašteti, B,
obe pašteti, ki je bila pa tudi vama bolj všeč, jih je pa celo 77 rekla, da je okus dober.